Dobro jutro in lepo, da ostajate v naši družbi. Smo v času kostanja in zdaj, da ne bomo samo govorili o klasiki, kuhan ali pečen ali kakšen že, bomo v nadaljevanju podebatirali tudi še o kakšni stvari, ki se jo da iz kostanja pripraviti. Z nami v studiu je Matej Vodan, zunanji sodelavec Žogice. Dobro jutro, Matej. Dobro jutro. Dobro jutro. Sej sem že omenil kuhan in pečen, pač klasika, ki jo vsi poznamo, se pa zagotovo da iz kostanja še marsikaj pripraviti. Je kostan v kulinariki uporaben? Ja, kostan je zelo uporaben živilo, posebno v tem času, ker je zdaj kojeno, da se marsikaj z njega narediti. No, kje vsega lahko recimo uporabimo? Viso ga lahko uporabljamo kot nadomestek mok. Naj povem, da kostan nima glutena, tako da je recimo ta kostanjeva moka zelo primerna za narediti kakšne stvari, recimo njoke, kaj takega. Lahko ga uporabljamo od slanih jedi pa do sladic. Aha, zraven česa vse paše kostan, recimo, skoče pogledamo? Kostan paše zraven vseh teh stvari, ker so pač zdaj v jeseni, zraven jabolk, zraven buč, lepo gre z, recimo tudi z mladim vinom, rumom, recimo z medom se zelo lepo spaja. Se pravi, praktično in uporabne zadeva tole. Ja, zelo praktično in zelo uporabne. A lahko kostan, recimo, zdaj, kaj je v tem času, ker vemo, da spomladi in pol ga ni več, a ga lahko shranimo? Ja, kostan lahko shranimo, lahko ga imamo recimo nekje na kakšnem balkonu v kleti do 2-3 tedne. Svežega, če ne ga lahko tudi zamrznemo, lahko se ga tudi vloži, lahko se ga skuha, olupi in se potem pač spet zamrzne, lahko ga posušimo, naredimo moko. Predvsem moramo pa tu najti enega, da nam ga lupi. Ja, to je obvezno, ja. Se naveličaš tam, ne vem, marki kostanje. Pač, potrpiš, kaj je dobro, ne? Zdaj, če gremo nazaj na tisto klasiko, če nimamo lih možnosti doma zakuriti, da bi ga pol spečemo ali pa da ga bi skuhali, v pečici se ga zelo dobro pripravi. Ja, v pečici se ga da zelo lepo pripraviti, hoče en nasvet, da ga pač narežemo, normalno, kot da bi ga pekli od zunaj. Pol ga namočimo v vodi za 2-3 ure, v hladni vodi in potem ga spečemo v pečici, tam 25 minut oziroma koliko je debo pač. Ga damo v cunjo, da se on prešvica, potem pa se lepo lupi. Da ga namočimo je predvsem važno, če nam kostan en čas stoji, recimo že kak teden, dva, da dobi spet nazaj ono svojo vlago. Vidiš, to je, mislim, res ne bi pomislila. Ja, ne, jaz to ne, da moraš kostan namočiti prej. Ko boste enkrat to pravili, pol boste vsi tako delali, ne vem, ko ga stisneš, v bistvu skoči ven iz tega olupa in imamo lepe, pravilne kostanje za pojesno. Odlično. Zdaj tebi najljubša priprava, če vprašam še tako, ostajaš pri klasiki ali si zakompliciraš zadevo? Dobro, preveč si ne zakompliciram, edino čanko, da mi ga lupi. Pa recimo, meni ni toliko všeč, niti kuha, niti pečem, bolj v kakih jedeh, kot kakva priloga, recimo kak pereček, ne vem, v kaki juhi, kaj takega, no. Malo bolj posebno. Matej si nam tudi prinesel eno lepo, zgleda zelo dobro. Eno torto kostanjeve, sneška spekla pri Žogici in tle sem vam prinesel, boste se malo posladkali s kostanjem. Zgleda zelo dobro. Na prvo očke ne bi rekla, da je kostan noter, ker je tako lepo čokoladno. Ma nisi videla po barvi, da je. Ja, barva pleče, barva, Zdaj Suska tle reže kostan, zato da ga bomo polno v nadaljevanju pekli. A misliš, da bi bilo treba to tudi namočiti zdaj za 2-3 ure ali? Ja, ne vem, koliko imate časa, ne? Jaz bi ga v vsakem primeru, vi ga boste pekli na ognju, tako da to ne bo potrebno. Jaz sem namakanje, recimo, sem svetoval za v pečici. Samo pečica. Tako da bomo jedli, čez 1 uro bo. Dobro. Matej Vodan, hvala lepa za obisk v studiu, za vse, kar si povedal in ta nasvet s to pečico, da namočiš kostan, to jaz probam naslednjič. Hvala, Matej. Hvala. Radio